Podpis današnje konzorcijske pogodbe moramo razumeti kot pričetek razvojno-pilotnega projekta vodikovih tehnologij, katere so nujno potrebne za učinkovit in hiter prehod v tako imenovan, brezogljično okolje. Zeleni prehod temelji na nizkoogljičnih proizvodnih virih. Če odmislim jedrsko elektrarno, sta tu potem sonce in veter, dva nepredvidljiva proizvodna vira z določenimi sezonskimi vplivi. In glavno je, kako takrat, ko je te elektrika dovolj, jo prihranimo, jo pretvorimo, za takrat, ko je premalo. Zelo me veseli, da smo danes naredili ta prvi korak, podpis konzorcijske pogodbe slovenskega dela partnerstva. V tej zgodbi sodelujejo seveda slovenska podjetja, kar me še posebej pa veseli je to, da so tudi mestne občine prisotne. Gre dejansko za pripravo novega velikega globalnega demonstracijskega projekta na področju vodikovih tehnologij. In Slovenija je pokazala, da je tukaj ustrezen partner z ustreznim znanjem, kompetencami in seveda vsi se veselimo, da čim prej začnemo s temi aktivnostmi.